Olega Karla! Kako sta mi dva? Odlično. Hvala. Poslušaj, Karlo, jaz ti imam nekaj za povedati. Včeraj, ko sem šel v cerkev, se mi je zdelo tako dobro, ker tudi če ne znam moliti, sem Bogu izročil svojo zahvalo, recimo. Pa sem se mu zahvalil za tak fajne prijatelje. Ej, jaz isto. Včeraj med spovedjo sem imela tako občutek, da me še nekdo drug posluša poleg duhovnika. Pač res dobro. Ja, pač to je tako čist res. Bog nas čist vedno posluša, ne glede na to, kje smo. Tudi zdaj. In mogoče nas pa v cerkvi malo bolj slišno. Ej, tale hodi proti nam. O, Rađeš! Rađeš, živjo! Živjo! Piki, ejce, vidim, kako si? Ja, vse veš, dobro kot vedno. No, bet ti predstavljam moja prijatelja, Marijo in Jana. Živijo, Marija. Rađeš, Zdravo, Rađeš. veste, včeraj mi je Karla povedala vse o vas, pa sem vas mogel videti še s lastnimi očmi. To, pa ti imaš kar prijatelje stojine. Kdo pa sploh ste, gospod Rađeš? Mislim, od kje prihajate? No, jaz sem iz Indije, drugače pa že vrsto let tu v Italiji kot hišni pomočnik pri Karlovih starših. Hišni pomočnik, pa varuško imate. Koliko ste vi v resnici bogati? In ti nama nič o tem ne poveš. Ja, no, ne vem, nisem izdelih neki pomemben, no. Jaz sem najraj sam Karlo. Ja, Karlo, gremo. Ja, Jo, kam pa greš zdaj? z Rađešom imamo dogovor, da greva vsak dan k sveti maši. Čakaj, ko gresta v cerkev, in kaj boste danes delali? Spoved boste imeli, ali kaj? Danes bova šla k sveti maši, kjer bova prijela obhajilo, ter k molitvi rožnega venca. Ali grem jaz zraven, ker včasih, če tako pozorno poslušam, slišim iz cerkve čudovito petje. Aha, ti nisi veren. Veš, tudi jaz sem šele pred kratkim postal kristjan. Ja? Kako ste pa to? Mislim, a ste bili prej kakšne druge vere? Kere vere? Pa, kdo vas je spreobrnil? Prej sem bil hindujec, pripadnik brahmanske duhovniške kaste. Ko sem prišel delati k njimi, pa mi ta fant ni dal miru. Stalno mi je govoril o Jezusovih besedah in o svetem pismu. Ampak to ne bi bilo dovolj. Zgled je najboljši učitelj. Opozval sem, kako je že kot otrok obiskoval brezdomce, pomagal sošolcem. Ali, ko je bil v vrtcu, se je zgodilo, da je nek sošolc udaril, ne? In sošolci ostali so govorili, da je preteč ga nazaj, da bo pravično. In kaj je naredil? Karla ga sigurno ni udaril. Tako je. Ta njegov zgled ljubezni do ljudi, njegova iskrenost sta me prepričala, da je krščanska vera ta prava, tista, ki daje globino v našem življenju. Wow. Ma dej, Karlo, zakaj nam čist nič ne poveš? No, vse najbolj stvari pa zase zadržiš. Ampak jaz še zmerom ne vem, kaj vi delate v cerkvi. Včeraj sem vas videl, da ste šli v tisto neko omaro na spoved in pa nisem bil sigurno, a je to tako v Narniji, a kaj je to. Ampak jaz bi ful rad tudi to izkusil. Kaj boste danes delali, na primer? Danes greva z Rađešem v cerkev, ker greva k sveti maši, ker bova prejela obhajilo, ter bova molila rožni venec. In to delate čisto vsak dan. Kje najdete čas za to? Preprosto si vzameš čas, brez nič. Kaj pa pomeni rožni venec pa obhajilo? Zaenkrat vem sam, kaj je krst. No pa od zadnjih dni še kaj je spoved. Kako naj ti to razložim? Molitev pomeni, da se, tako kot se pač zdaj mi, da se pogovarjaš z Bogom. In molitev rožnega venca pomeni, da je sestavljena iz 5 oče našev in 50 zdrava Marij. Ampak to sploh ne gre tako samo za ponavljanje, ampak za premišljevanje Jezusovega življenja. Pač meni najbolj pomaga, da se ustavim in da z Jezusovim pogledom gledam na stvari in mu jih tudi izročim. Meni osebno rožni venec veliko pomaga, predvsem zaradi notranjega miru, ki ga čutim večkrat, ko ga molim. Obhajilo pa je del svete maše. Tako, in tudi največji čudež. In ta čudež se zgodi pri sveti maši, ko se hostija... To je pa okrogu bil kruhek, ki ga prejmemo prvič pri svetem obhajilu. Tako je, ja. Ko se hostija spremeni v Jezusovo telo, vino pa v Jezusovo kri.
Vi to jeste, surovo meso. Ja, Jan, pa ne, no. Pač hostija ostane ista, nespremenjena. Ampak obstajajo pa primeri, ko se je tudi na pogled spremenila v Jezusovo telo. Bolj natančno v srčno mišico. A ti to resno, ali se zdaj le hecaš? Ne, to je pač čist res. Sej, se spomnim, ko sem mama razlagal o mojem izletu v Francijo z mami in babico. Ja, Ne? ja. No, tam smo si ogledali 3 cerkve, kjer so se prav take čudeži zgodili. In te čudeže je priznal tudi papež. Ja, in pač, lahko kaj ti pokažem, Jan, pa Marija tudi tepno. Nam virtualni muzej sem ustvaril, kjer nam vse zbrane evharistične čudeže. Sam nekaj. Evharistični čudeži so torej tisti čudeži, kjer se hostija spremeni v čist pravo meso. Ja, tako je, ja. Wow. Sam nekaj še. Kaj je sploh to evharistija? Ker meni se sliši to taka zakomplicirana beseda. Pa kaj je sploh to? Ok, tega pa ne vem, ne glejta mene. No, veste, Evharistija je morda videti kot zelo težka beseda. A v resnici ta beseda izhaja iz grščine. In kaj pomeni? Zahvala. Sam, kaj pa sploh je obhajilo oziroma evharistija? Kako naj ti to razložim? Ko prejmem obhajilo, prejmem hrano za svojo dušo od Jezusa in Boga. In brez Evharistije pomeni biti brez Jezusa. Dej, Karlo, a lahko mogoče po slovensko, ker jaz ne zastopim tega. Ok, no, bom probal. Pač, Bog nam je hotel pokazati, da se je mogel žrtvovati za nas. Tako, ne vem, recimo je treba pšenico požeti, pa jo zmleti, pa pol, da lahko dobimo moko, pa pol iz tega nastane kruha, ne? No, ampak, pač, a si vi predstavljate življenje brez moke? Pač, ne, a ne? Pač to ni kruha, ni peciva, ni pice, ni piškotov. Pač, in zato je za nas kristjane to kruh zelo pomemben. Kruh je vsakdanja hrana, brez katere ne moremo živeti. In tudi brez Evharistije se ne da živeti. Ampak jaz to tako težko verjamem. Mislim, dostikrat sem si rekla, ok, tole tukaj pred mano je hostija, noter je Jezus. Ampak jaz drugega kot hostije nisem občutila. Ampak veš, kaj si pa jaz mi rečem, ko prejmem hostijo? Na, Jezus, krsko moce, počuti se, kot da si doma. Veš, ustrajati treba ob hajilu. Pa tudi, če se ti zdi, da je pač to brez smisla, pa da ne vem, ni razlike, če ga prejmaš ali pa ne. Pač se spreminjaš, ampak počas. To je tako, ne vem, kad bi šla polet ležati na sonce in bi ležala in nič delala in bi pač sonce vplivalo na te, ne? Pa bi ti spremenil barvo kože, pa okrog tebe bi ljudje opazili razliko, ne? No, dovolj, da te Bog spreminja, ampak počasi. Veš, to si pa zelo dobro povedal, Karlo. In če se jaz dobro spomnim, je bil nek mladi fant, Lojze po imenu, ki je rekel, da je Evharistija sonce njegovega življenja. No, to bi pa že zastopil. Ok, a lahko zdaj vidimo, prosim, tiste čudeže? Ja, evo, lej pokažem, čakaj. Karlov virtualni muzej zbranih evharističnih čudežev. Evo, ne. Ja, a sem vam drugače povedal, da sem tako večino teh krajev jaz že prav obiskal? Kaj? Ja, pač res je noro, ko prideš tja, kjer veš, da je že Bog pokazal ljudem, da je res živ. Jaz za te čudeže prvič slišim. Kaj? Ja, A se ste pri verouku učili? dober, takrat smo bili še majhni, no, ne vem. Mislim, tudi spomnim se ne, pol pa se tudi nisem poglabljala v te stvari, a so res ali niso. Ja, veste, Bog nam daje čudeže zato, da bi mi, ki tako hitro izgubimo vero, imeli nek dokaz, da on res obstaja in da nas ima zelo rad. Joj, ko bi vi vedeli, kak sem jaz vam favš. Kristjani imate čist vse. Lahko greš rožnvenc molit in se umiriš. Pola greš spovedi, kjer so ti odpuščeni grehi, napake in vse. In na koncu še obhajilo. Obhajilo, kjer
Jezus dobesedno pride v vas. Vam je tako dobro, jaz bi tudi hotel to. Ja, to je čist res. Ampak, če ti je vse podrejeno na pladnju, tega ponavadi ne znaš ceniti. Sploh ne. In tako da, če se boš odločil postati kristjan, Jan, mislim, da boš veliko bolj vesten kristjan, kot večina onih, ki so pač postali kristjani že kot otroci. Tako kot račeš. No, Karlo, zdaj pa že res govoriš neumnosti in mislim, da je skrajni čas, da greva, da ne bova zamudila maš. Se res. Dej, pejta še video zraven, no? Vredo, Karlo. Ja, dobro, tako kot vedno. Mogoče sem malo prehiter vstal ali pa, ne vem, sonce mogoče. Hej, midva sta se odločila, da bova šla k maši in jaz bom danes molil za zdravje Marijine sestre. O, hvala. Molili bomo za zdravje vseh nas. Gremo.